Iz ljubljanskega studia 136, to so vesti. Lep pozdrav. Živijo. Novica dneva je tokrat po pričakovanjih Karl Erjavec. Seveda, Karl, kdo pa drug. Izvršni odbor Desusa je prav tako po pričakovanju Erjavca podprl, stranka pa bo ostala v koaliciji. Tudi v stranki so danes podobno kot Erjavec ugotovili, da je dogajanje v zadnjih dneh pravzaprav napad na celotno stranko. Zanimivo, ne? In veš, kdo jih napada? Dej povej. Rok Praprotnik. Kaj? Novinar Dnevnika. Tako nedolžen zgleda. Ja, Ni? ne vem. Ampak zdaj se vsi sprašujejo, kdo bo nasledil Erjavca, ne? In jaz mislim, da Jaka to ve. Jaka? Daj pridi nam povedati, no. Ko si se lepo oblekel danes, Jaka. Ja, sem se posebej zavestil. A si se, a ne? Ja. Povej. Cela Slovenija se sprašuje. Iz zaupnih verov, ampak dobro obveščenih, blizu Desusa smo zvedeli, da ne bi bila nova ministrica Marjana Malej. Pa kaj vemo, kdo je Ne, to? noč, niti Google jo ne najde. Čist neznana. Skrivnostna oseba. Lahko samo povem, da sem prosil ministra Erjavca in tudi predsednika koalicijske stranke, da mi čim prej pošlje ime in priimek novega kandidata ali kandidatke za okoljskega ministra ali ministrico, ker bi rad v parlament postavil tako predlog za razrešitev, kot tudi predlog za imenovanje novega državnega zbora, potem odločil. No, si videl, Jaka prej zve kot Pahor. Ne? Sem na Googlu pa res je ni. Ne, Niči se ne zna. Je Marjan Malej, ne? brat. Mogoče je to spol spremenila. Spol spremenila, ne? Ampak imamo mi še nekaj, ne, o Erjavcu. Ajde. Ja, ne vem, ti mi povej, ti si tam nekaj si o Kučanu mi prej govoril. Točno, ja. To je, ne vem. To se meni zdi v bistvu razloži. najbolj zabavna stvar. Ja, krno. Ja, RTV Slovenija poroča, da je Erjavec menda rekel, da so dobili klic, da bi bil predsednik Desusa Kučan. Kdo pa mi že poklical? Aj Kučan klical? Ne vem, mogoče je klicala Štefka. Mogoče sem jaz klicala. No ja. Vsekakor Erjavca imajo ljudje menda še zmeri radi, ne. Ja, res ga imajo, jaz ga imam tudi rada, no, meni je tako, dolg čas bi bilo, če ga ne bilo, no. Grozen bi bilo. Ne da. Predvsem manj vicov. Ja, ful manj vicov. Ja, kaj, pogledamo še, kaj o Erjavčevi razrešitvi mislijo mimoidoči na ljubljanskih ulicah in ali bi s položaja ministra moral leteti še kdo drug. Koga bi ti še vrgel? Ne vem, pošel teh stvari. Poglejmo, kaj so rekli mimoidoči. Premalo poznam vso to ozadje, da bi lahko dal sodbo. Sam meni je osebno simpatičen. Zdavnje bi že mogel že prej, pa bi bilo menj škode. Ker čim enkrat pridejo na stol, na fotelj, mislijo, da vse mogočni na pručko nikoli ne bodo se usedli, ker sam rivajo, da za svoj žep ali pa za svoj dobrobit. Menda bi še kjerga druga to trebalo. Pa še kateri minister bi moral biti razrešen, po vašem mnenju? Se jih je več, ne bom ne. Vedno pri teh zamenjavah na horuk imam pomisleke, ne. Mogoče se pa krivica dela, ne mislim samo za njega, ne. Ja. Imate še katerega ministra v mislih, ki bi moral biti razrešen? Ja, to je že rekla, že preteklost, prav gotovo Golobiča, ne. Ja, unga tudi, ko je že zdaj sta dva, se spomnili. Katerega področja? Ja, vse so tam na vladi tisla, ko je Šrot, ko je že. Marsikateri sedi tam, recimo Golobič pa to, ki niso dobili ali niso enako obravnavani kot določeni. Veste kaj, ni besede za take stvari, ki se v parlamentu dogaja. To ni ben parlament, to je sramota, veste. Oni se samo kregajo, samo rešujejo, veste kaj rešujejo? Samo kriminal. Noben pa ni obsojen. To se gabi človek. Dejstvo je, da Marjana Malej pač ne obstaja, ne, ker jo ni niti na Facebooku in to pač vemo, kaj pomeni, če te ni na Facebooku, te pač ni, sorry. Ja. Tako je, ja. Ob gospodarski krizi pa smo skoraj pozabili na drugo pošast tajkune.
No, Jaka ni, Jaka je zmonteral nek klip. Ne. Ja, vsi se sprašujejo, kdo je zdaj tajkun, kako bi ga prepoznali na ulici, kako ne. Pa smo malo pogledali, kaj so politiki rekli o tajkunih. A misliš, da jih bomo zdaj spoznali lažje? Ne vem, lahko bi jih označili, ne. Sem to bilo mogoče preveč. Bi se naredili po nekih prejšnjih časih. Še pred komunističnim. Tajkun, kdo je tajkun, kako izgleda, odkot prihaja, kako živi, morda najdete odgovore v naslednjem prispevku, blešči se mi. Da ni tajkun tam. Tajkun? Tajkuni so kot ena pasta, ki je, ko enkrat iz tube, nemogoče spraviti nazaj. Poglejte, to so tekoče zadeve, ki so mogoče tudi spolitizirane, ne bi želel o njih govoriti. Sem pa že dal izjavo, da s tem nimam nič, da sem bil seznanjen, ko je operacija že bila storjena. Gospodje so pobegnili na Nizozemsko, odnesli denar na Kajmanske otoke, si kupili posestva v Kanadi in podobne zadeve. Enostavno, treba iti tja, jih zgrabiti za kravateljc, odpeljati, tukaj imamo nekaj kleti, v katere lahko zapremo in nam kaj povejo in zadeva bi šla naprej. Temu, kar nekateri pravijo, vojna proti tajkunom bi je zdaj normalno funkcioniranje pravne države, ki smo ga prej morda malo pogrešali. Tajkun v Sloveniji ustvaril Janez Janša in to upam dokazovati na primerih in da tudi to besedo on začel prej uporabljati. Ali ste vi poskusili pivo tajkun in kakšno se vam zdi? Ja, jaz sem poskusil na priliti pivo in cvetje. Kakšno se vam zdi? Meni se zdelo vredo. Tomc, ti si mende za to zagovoren. Kako si ti neumen ga narediš, pa kar grešno, veš? Ni krize, nič ni bilo novega. He's back, man. Halo. Je novo, je. Ni krize. Je kriza. Novo je pa to, da se je Pahor odločil, da se bo spopadel s krizo in pa je, da bojo nekateri ukrepi tudi boleči. Ne. Za nas. Sadomazo. Ja, za nas, Slovence. Vlada brez zamude, pravočasno in veliko potezno zdaj načrtuje nekatere temeljite strukturne in druge praktične ukrepe. Ne bo enostavno, ne bo lahko. Pa kako je to vedno tako neki, da vse visi v zraku? Jaz sem kaj ne vem, mislim, se ni edinilo. Sem nekaj novega povedala. To je tisto, no pain, no gain. Ja, no, vse. Gremo na kulturo. Kulturo pa z represijo začenjamo. Spet neka cenzura, pa neke take neumnosti. Megi boji Castellano se on imenuje tlede na Facebooku. Reper. Ja, Meži pač, ne? Poznaš, ne? Poznaš? Poznam. Poznaš, naš rodnik pozna Mežija. Vse reper. V glavnem, on je bil kar naenkrat zdaj ovaden zaradi pesmi za komad I Feel Slovenija. In sicer naj bi on razžalil koga ali kaj ne vemo, Slovenijo, našo državo, ne vem koga točno. Ja, ali pa bune, ko so si izmislili ta genialni slogan. Glavnem, prišla je pač neka anonimna prijava na tega modelčka, ubogega revčka. Mi smo s tabo, Meži, ne daj se brati. Ja, zdaj ima sodišče in ne vem, kaj vse bo še sledil temu. Zdaj sem ga sicer klikala na Facebooku, sam ga ne dobim, no. Ja. Bomo ga kaj poklicali, pa bo povedal še on točno, kaj je bilo. Mislim, da tudi obstaja spost, tako da ga lahko tudi malo noter vržemo. Dajmo pogledati si. Ne moraš verjeti, so ga že umaknili, ne? Ja. Ti preberem delček komada. Moja Slovenija, lepa dežela, zakaj, če rada imaš meti, si prihodnost mi vzela. Bil sem ti zvezd vsta čas, ti odrivaš me, Slovenija, moja draga, jebi se. Pa vam pa tak zvezd, ne? Ja, on se trud, mi pa tako ne. Ok. Ja. Čau, Taja. Čau. Kje si bila včeraj? Včeraj sem bila na Špelini razstavi, od naše kolegice. Naša kolegica Špela je razstavo. Kakšno razstavo? Imela je razstavo Hiše in je bil v bistvu zaključek drugega bienala neodvisne ilustracije v Kinodvoru in je bilo ful lepo. Bravo, Špela. Gre za eno hišo, ki ne ostane njeno ime oziroma lokacija ne ostane skrivnost. V to hišo smo pa z nekimi likovnimi posegi pač postavljali oziroma ilustrirali zgodbo od gospe Fani in njeno življenjsko pot. Še vreme. No, mi pokažeš. Evo, tukaj je pa splužena Zrodnimi. Tako boš šal tam niso.
Tržaška ob 10. oglavnem, dosti porazno. Vas je v redu. Tako no. Drsi. Če imaš letne gume, drsi, ja. Shit. Iz ljubljanskega studija 136, to so bile vesti, paste nase. Vesel božični večer pravoslavcem. Čau. Čau. Ajde, Jani.